Narava nam nudi učinkovito pomoč pri lajšanju in zdravljenju mnogih bolezni. V letošnjem jesenskem sklopu Čajank Splošne knjižnice Slovenske Konjice, katerim je skupna tema zdravje in medosebni odnosi, je bila prva z naslovom Solna nega, naravna moč soli. Predavateljica dr. Urška Videmšek je zadnjo septembrsko sredo v letu 2014 v poznih popoldanskih urah zbranim predstavila sol in njeno zdravilno moč na mnogo načinov. No, zdaj bomo pa pogledali konkretno, kar se tiče same solne nege, oziroma bolj vam je poznan izraz terapija. Njeni začetki so nastali čisto naključno, tako velika večina vseh izumov, rezultatov se je zgodilo čisto naključno. In sicer solni rudniki so predvsem razširjeni tam Srednja Evropa, potem se nekako vse skupaj proti vzhodu, proti Himalaji vse skupaj premakne. Zdaj, če verjetno vsi poznate solno jamo v bližini Salzburga, verjetno ste že bili tudi tam, ne? Je bil kdo že tam? Ja. Pol veste, kako izgledajo, super. Pol veste, kako izgledajo vsi ti rudniki, ne? No in ta konkretna solna nega se je začela čisto naključno, ko je poljski zdravnik Felix Bocvanski ugotovil, da so rudarji enostavno bolj zdravi, kot pa vsi ostali v mestu. Niso imeli nobenih prehladov, kašljev in njega to tako zanimalo, da je začel to tudi proučevati. Zakaj je temu tako? In je začel razvijati tudi poskuse in sicer na tak način, da je, tako vidimo tlele gor na slikci, pa tlele tudi, enostavno je bolane ljudi poslal v rudnike oziroma v te rove, v katerih niso več kopali soli in jih pustil tam različno časa, dokler pač niso težave prenehale. In je na tak način prišlo do te terapije z soljo, oziroma to je tudi poznano pod imenom haloterapija. Sol, radi ji rečemo tudi belo zlato, je najbolj znana v kuhinji pri pripravi hrane, srečamo jo na počitnicah v obmorskih krajih, vedno bolj pa jo spoznavamo tudi kot sredstvo za čiščenje telesa v tako imenovanih solnih sobah v okviru haloterapije oziroma solne nege. Za dobro jutro je primeren ščepec himalajske soli v kozarcu vode. Ta raztopina pomaga pri razstrupljanju telesa in krepitvi imunskega sistema, uravnava prebavo in raven elektrolitov v telesu. Minerali v soli v kopeli kožo naredijo mehko in napeto, pospeši se krvni obtok in sprostijo se vnete in utrujene mišice. Solno luščilo je narejeno iz soli, hladno stiskanega olja po izbiri in nekaj kapljic mleka in je izvrstno za odmrle kožne celice. Solne nogavice za vse, ki jih pogosto zebe v noge, si ravno tako lahko naredimo sami. Bombažne nogavice, namočene v solno raztopino, obujemo in pustimo učinkovati 1 uro. Obrazne maske so sredstva za razvajanje in pomemben del obrazne nege. Za masko s soljo iz Črnega morja, ki je izredno bogata z minerali, je potrebno zmešati kozarec soli s 3 jedilnimi žlicami medu in nekaj kapljicami mleka v gosto pasto. Na obrazu naj deluje nekaj minut, nato se spere in rezultat je napeta in sijoča koža. Solne terapije se izvajajo v posebnih solnih sobah, ki so v celoti obdane s plastjo soli, stene, strop in tla so prekrite s soljo. Tako se ustvari sterilno okolje, nabito z negativnimi ioni. V sobi je nameščen tudi halogenerator, to je medicinski aparat, ki čisto kameno sol zdrobi in mikrodelce solnega prahu v obliki suhega aerosola razpiha po prostoru. Aerosol ustvari klimo, ki je enaka kot na naravnih solnih jamah, rudnikih soli in ob morju. V mirnem ambientu z meditacijsko glasbo se takšna terapija priporoča tudi ljudem, ki potrebujejo kvaliteten počitek in relaksacijo, saj stene iz soli terapevtski prostor popolnoma ločijo od motečih zunanjih faktorjev, od hrupa, raznih sevanj in zato te terapije zelo pozitivno vplivajo na živčno, psihično in čustveno stanje človeka. Solni kristal je znan že iz časa starih Grkov in ima širok spekter delovanja. V pomoč je pri lajšanju različnih bolezni dihal in kože, pomaga pri ponovni krepitvi imunskega sistema in kronični utrujenosti, lajšanju alergijskih reakcij in pri pogostih gripoznih ali viroznih infekcijah. Suhi aerosol ima zaradi svojih fizikalnih in kemičnih lastnosti zelo globoko prodornost v telo. Z vdihavanjem se učinkovito razporedi po vseh dihalnih poteh in hkrati pronica skozi kožno površino telesa, kjer deluje krepilno in očiščevalno. Obiski solne sobe se priporočajo tako za otroke kot za odrasle. Za najmlajše do 20 minut, odrasli pa se lahko v solni sobi razvajajo 40 minut.
Obisk je lahko individualen, v paru ali v skupini. Priporoča se tudi rekreativnim in vrhunskim športnikom pred in po napornih tekmovanjih, pevcem pred in po nastopih, kadilcem za lažje premagovanje kašlja, vsem, ki želijo s preventivo poskrbeti za obrambo telesa pred obolenji in ne nazadnje vsem, ki želijo za nekaj trenutkov ubežati pred stresom in se sprostiti v prijetnem okolju. Mi smo pripravili soli v naši knjižnici, smo pa zelo veseli in ker vemo, da ste tudi za zdravim prehranjevanjem in vsemi ostalimi stvarmi povezanimi z naravo, kot sem vas vodo predstavila, tudi ukvarjate, en gozdni med, tako da boste tudi vi zdravi s pomočjo soli in pa tudi s pomočjo medu. Tako da še ena žlica medenka, ki je tudi eden izmed naših poslušalcev danes tukaj izdelal, tako da vam bomo predstavili. Tako da res eno dobro popotnico še malo, da se posladkate, ker se soli. Hvala lepa.